Lepo pozdravljeni, dragi gledalci. Dobrodošli v današnji tedenski oddaji Splet dogodkov tedna. Za nami je pester pomladni teden. Poglejmo, kaj se je dogajalo doma in po svetu. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v sredo v nagovoru v Evropskem parlamentu v Bruslju in Belgiji izjavila, da Izrael na območju Gaze v Palestini izvaja genocid. V nagovoru je že prej obsodila dogajanje na Bližnjem vzhodu. Poudarila je, da je pomembno jasno in glasno govoriti, ko prihaja do množičnih kršitev človekovih pravic. Na njeno izjavo so se odzvali tudi slovenski evropski poslanci. Nekateri so jo podprli, drugi so bili do njenih besed kritični. Sicer pa bo Evropska unija namenila dodatnih 163 milijonov evrov humanitarne pomoči za ljudi v Palestini, Siriji, Libanonu in Jemnu. Največ sredstev, kar 80 milijonov evrov, bo šlo prebivalcem Jemna. Tam ljudje trpijo zaradi hude lakote in pomanjkanja zdravil, zato bodo z denarjem zagotovili hrano in zdravstveno pomoč. Gazi in Zahodnemu bregu bo Evropska unija namenila še 50 milijonov evrov. Andrej Hoivik, poslanec Državnega zbora iz stranke SDS, je prejšnji teden v Ljubljani na strehi parlamenta nagovarjal mimoidoče in jim celo zagrozil, da bo skočil. Dejal je, da nikogar ne obsoja, vendar meni, da ni prav, kar se dogaja z državo. Posredovali so gasilci in policisti, ki so poskrbeli, da se je dogodek končal brez poškodb. Po končanem posredovanju je reševalno vozilo poslanca v spremstvu policije odpeljalo na zdravstveni pregled. Zakaj se je povzpel na streho, uradno še ni znano. Vlada je v sredo potrdila predlog spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Po novem bi rejniki, ki imajo v rejništvu otroka, starega od 8 do 15 let, dobili 15 dni starševskega dopusta. Namen spremembe je, da tudi rejniki dobijo več časa za uvajanje otroka v novo okolje in skupno življenje. Predlog prinaša še eno pomembno spremembo. Starši, ki otroka do 4. leta ne vključijo v vrtec, ne bi več imeli pravice do višjega otroškega dodatka. Vlada meni, da je vključevanje otrok v vrtec pomembno za njihov razvoj. Predlog zakona še ni dokončen. O njem bo odločal Državni zbor. Slovenska vlada je včeraj naznanila podaljšanje nadzora na notranji meji s Hrvaško in Madžarsko. Trenutni nadzor velja do 21. junija, zdaj pa so se ga odločili podaljšati še za pol leta, do 21. decembra. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je po seji povedal, da je razlog za to odločitev povečana nevarnost zaradi terorizma. Vlada meni, da z nadzorom lahko bolje poskrbi za varnost ljudi v državi. Policisti bodo še naprej lahko preverjali dokumente tistih, ki prihajajo iz sosednjih držav. Ukrep je začasen, a po oceni vlade trenutno potreben. V Bruslju v Belgiji sta Evropski parlament in Svet Evropske unije v ponedeljek dosegla začasni dogovor o novi ureditvi nadzora na zunanjih mejah Evropske unije. Dogovorili so se, da bodo uvedli elektronski sistem za vstop in izstop, ki bo veljal za državljane tretjih držav. To so vsi, ki niso iz Evropske unije. Sistem se imenuje EES, njegov namen pa je večja varnost in hitrejše ugotavljanje, kdo prihaja v območje Evropske unije in kdo zapušča območje Evropske unije. Države članice bodo imele po uvedbi sistema pol leta časa za njegovo vzpostavitev. Kdaj bo sistem začel delovati, bo določila Evropska komisija.
V Sloveniji je vlada potrdila novo pokojninsko reformo, ki med drugim predvideva postopno zviševanje starosti za upokojitev. Na Danskem pa je parlament včeraj potrdil novi zakon, s katerim bodo tudi Danci delali dlje. Po novem se bo upokojitvena starost do leta 2040 dvignila s sedanjih 67 na 70 let. Ta sprememba bo veljala za vse, ki so se rodili po 31. decembru 1970. Glavni razlog za to odločitev je staranje prebivalstva in želja, da bi pokojninski sistem ostal vzdržen tudi v prihodnje. Vlada meni, da bodo ljudje v prihodnosti živeli dlje in bodo zato lahko tudi dlje delali. Zakon je v državi sprožil veliko razprav, a parlament ga je potrdil z večino glasov. Na letni skupščini v Ženevi v Švici so se države članice Svetovne znanstvene organizacije v ponedeljek dogovorile o novem sporazumu za obvladovanje prihodnjih pandemij. Pogajanja so potekala več kot 3 leta. Cilj je, da bi bili svet in posamezne države bolje pripravljeni, če bi v prihodnosti znova prišlo do širjenja nevarnih nalezljivih bolezni. Poudarek je na boljši preventivi, pravočasni pripravljenosti in hitrejšemu odzivu. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je potrdila, da bo eno od 4 skupin Evropskega prvenstva v košarki za moške leta 2029 gostila tudi Slovenija. Tekmovanje bo potekalo v 4 državah. Skupinski del bo poleg Slovenije potekal še v Grčiji, Estoniji in Španiji. Madrid bo poleg svoje skupine gostil tudi izločilne boje. To pomeni četrtfinale, polfinale in finale. Slovenija bo tako po več letih znova gostila pomembno mednarodno košarkarsko tekmovanje. V soboto se je v Baslu v Švici zaključilo tekmovanje za pesem Evrovizije. Zmagal je avstrijski predstavnik JJ s pesmijo Wasted Love, zapravljena ljubezen, ki govori o ljubezni in upanju. Njegova zmaga je v Avstriji sprožila val navdušenja. To veliko glasbeno prireditev bo naslednje leto torej gostila Avstrija. Priprave bodo zahtevne in drage, zato se porajajo tudi skrbi, kako bo država to izpeljala. Slovenski predstavnik Klemen Slakonja se ni uvrstil v finale. V prvem predizboru je zasedel 13. mesto. Košarko so prvotno igrali z nogometno žogo in brez tabel. Ko je dr. James Naismith leta 1891 izumil košarko, so igralci navadno nogometno žogo metali v košare za breskve, ki so bile pritrjene na balkon telovadnice. Ko je nekdo dal koš, je bilo treba plezati po lestvi in pobrati žogo iz koša, saj dno slednjega ni bilo odprto. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti države nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V goratem svetu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, v ponedeljek bo delno jasno, popoldne bodo možne krajevne plohe. Danes bomo spoznali kretnjo rejnik. Rejniki so ljudje, ki začasno skrbijo za otroke, ki ne morejo živeti s svojimi starši. Rejnik.
Današnja oddaja se tako zaključuje. Želimo vam lep in prijeten konec tedna. Kljub slabšemu vremenu izkoristite dneve in uživajte na svežem zraku. Se vidimo prihodnji teden.